Zdravo in dobrodošli v še eni oddaji More Than Networking. Danes imam pa posebno gostjo, Lejo Pisani. Leja, dobrodošla. Hvala za povabilo, Božka. Super. Leja se ukvarja z celovito podobo osebnosti oziroma kulturo oblačenja. Je tako, Leja? Tako, evo, Okay, točno tako. Bomo v nadaljevanju še povedala, Ja. kaj vse počneš. Jaz imam eno tako, tradicijo, da povem, kako sem se spoznala, kako sem jaz svojega gosta spoznal. Jaz sem vedel sem, da sva pila kavo v VUP-u, da se tam pač se spoznala, ampak sem pozabil, kdo naj povezal, pa smo ti zdaj spomnili, da je Majevo je. Majevo je, Pa sem spila kavo in pa sem jaz 2 meseca nazaj tvojo nečakinjo spoznal, Terezo, in pa sem spet spet dva zaključil krog. in smo zaključili krog, tako da še enkrat dobrodošla. Zdaj, ta pojem kultura oblačenja. Okay, kaj ti točno delaš? Zdaj tako zelo po domače nam razložiš, kaj ti točno delaš? Ja, to je zdaj dobro vprašanje, ker veliko ljudi res ne ve, in ko so me povabili na oddajo Podjetno 1 leto nazaj, so marsikdo še najbližji so rekli, še dobro, da je bila ta oddaja, da zdaj končno pa vemo, kaj ti delaš. Torej, jaz sem image consultant. Jaz sem prva generacija univerzitetnega študija oblikovanja tekstil in oblačil na NTF-ju. In sem zaključila 95, sem diplomirala in potem sem šla jaz takoj v London narediti to v bistvu izobraževanje kot image consultant. Ker jaz sem si že tekom študija ustvarila eno idejo, to bi pa rada delala, in potem sem zvedela, da ta veda pravzaprav obstaja v svetu. Okay. In sem rekla, tako da nisem imela doma. In kot image consultant, prav zdaj sem bila v Manchesteru na kongresu, na konferenci, večinoma oni resnično samo individualno svetujejo. Tako kot tudi jaz, ampak to je samo en del mojega dela. Torej, individualno svetujem v mojem studiu. Zelo, zelo različnim ljudem, ampak vsem je skupni imenovalec to, da so razmišljujoči. Razmišljujoči in rešujejo probleme. Rešujejo, torej izziv. Garderobo imam v razsutem stanju, sem šla na dogodek, nisem bila primerno oblečena in ne vem, kaj izbrati, kakšne so moje barve, torej grem po nasvet. Tako da so zelo različne moje stranke. Prejšnji teden sem imela en par IT-ovca, ki sta bila res kavbojke, majca, vanjske, in sta rekla, da s tem ne morva več. Midva sva bila zdaj trenutno takole oblečena na enem pomembnem sestanku, morva zvedeti nekaj več. In to je super, da imaš stranke, ki zelo malo o tem vedo. Pol ima veliko zobozdravnice, tiste, ki so v uniformi, pa ne gojijo toliko svojega stila. Ok, pol izven, ko pride ven z uniforme. Okay. Ja. Pa tudi tako zelo zanimive stranke, tudi javne osebe na visokih položajih, tudi v politiki, tako da imam res Pester nabor. Krasne stranke in res za vsako sem hvaležna. Tako da, evo, to so ta ampak da jaz lahko individualno svetujem, torej moram delati tudi druge stvari, ker s tem enostavno ne preživiš. Premehno trga. In sem tekom mojega dela pravzaprav vedno sprejela vse, kar je prišlo. In ena izmed stvari, ki je prišla, so bile uniforme, službena oblačila. In najprej sem jih začela delati za Žale. Takrat sva delala skupaj z Alanom Hraniteljem in so rekel direktor, veš kaj, ti boš napisala tudi tehnično specifikacijo. In jaz sem rekla, bom. In to sem delala, ne vem, mislim, noro dolgo, ker to sem se lovila, sploh nisem vedela, in to so razni certifikati, razne, ne vem, kakovostni parametri, ki jih nisem vseh poznala in tako. Tako da sem se tekom let naučila napisati tehnično specifikacijo za javni razpis in sem ena redkih, ki to zunanjih svetoval, ki to zna narediti, in zdaj trenutno delam za Eles.
celostno podobo in je zelo zanimivo. Pol imam, ne vem, mestni redarji so moji, pa AMZS-jevci so moji. Pa tako, tako da to so taki zelo zanimivi projekti in to me, mislim, to je veliko takega dela sedečega, ne, hkrati, ker ni toliko, rečemo, optimalno, ampak je pa super, ker sodelujem pa s proizvodnjo, spoznavam nove materiale, spoznavam tehnične materiale, rešujem izzive, ne, torej zdaj smo na primer testirali ene hlače, ki bi mogle biti perfektne, pa so prišle iz testa poškodovane, pa zdaj gremo testirati, zakaj se je do tega prišlo. Tako to je en tak nov svet, drug svet. Najlažje delo mojega dela je shopping, ne, pomoč pri nakupih. Tudi to delaš? Kar veliko v začetku sezone. Ne, torej, ker je super, ker moje stranke, ki pridejo k meni na svetovanje, gremo iz teorije v prakso. Ne, A greš tudi domov, pravzaprav prekinjam? Ja, ampak to malo ne rada, ampak grem. Ja. Ok, da to priješ, pogledaš omaro, pogledaš stran, to lahko kombiniraš. Pa vse pa ali fotografiramo, stylinge naredimo. Ja, to sem slišal, no, da se to dela, da dejansko pofotka in pa algum sam pogleda sliko. Zdaj sem bil pri Leji. Ne, zdaj sem pa jaz pri kom si? Jelki. Jelka me bo zdaj pokregala. Pri Jelki sem bil in se rekla, da rabiš novo obleko in jaz se strinjam z njo. Ne, se bomo kupili. Smo že Jelka je že naročila za drug let, tako da to je, sem rekel ček. Ampak Jelka mi je pokazala eno dobro foto, ki je tako ena črna obleka v 6 različnih kombinacijah. Tako ena obleka in tu pol tako, švalda, ker ne veš, misliš, da jih moraš imeti, si ne važen, 200 oblek, v bistvu lahko z malo, pa če imaš. Ta je dobro, kako bo tudi debatirati o tem. Da mi samo povej, kje strast do tega? Ste imeli že od otroštva strast do mode? Veš kaj, jaz v bistvu s tem nekako živim. Moja mama je bila oblikovalka, zelo dobra oblikovalka v Almiri, pa potem v Tekstilindusu in smo v bistvu s tem živeli, ne? Torej, in nekako, jaz sicer sem šla potem po osnovni šoli na gimnazijo, ne, in sem še malo premišljevala, kaj bi, ne, ampak pol mi v bistvu mami me je spodbudila in rekla, viš kaj, pej to, ker so takrat odprli prvo leto ta univerzitetni študij in je rekla, to je tako lep poklic za žensko, ne. In moram reči, da v bistvu dolga leta potem se je pa ona smrtno ponesrečila in najini vsi plani so padli v vodo, ker sva hoteli skupaj odpreti butik, pa ne vem kaj vse, ne je bil plan. Ampak pol sem v bistvu, ko sem jaz to začela delati, seveda od tega nisem mogla živeti, ne. In sem si mislila, pa kaj ti pomaga, ne, da nekaj rad delaš, če ne zaslužiš dovolj, ne. A veš, in potem je še moja sestra Marjana tudi večkrat rekla, moraš delati tisto, kar rad delaš, ne, to je največ, ne. Tako da zdaj, po vseh teh letih bi rekla, to je res. Koliko časa spremljati, ampak bilo je pa res dolgo s tem eksotičnim poklicem, ne. Se spomnim, kaj živim ob meji, ne, in je rekla ena gospa iz Trsta, ko sem ji povedala, kaj delam, ampak to je bilo 20 let nazaj, rekla, vi Slovenci, ne, imate pa res tako nenavadne poklice zdaj, ko ste samostojni, ne, tako, sem si mislila, veš, ne. Tako da, ampak zdaj, zanimivo, da image consulting je postal popularen, komaj zdaj v Italiji. Veš, to je, meni se zdi tako nenavadno, ali pa barvna analiza, nihče ni vedel v Sloveniji, pa kaj je tu barvna analiza? Kaj je barvna analiza? Torej, na podlagi barve kože, oči in las, ti jaz povem, kakšne barve ti pristajajo, ker narava nas je pobarvala harmonično. A ne? In ti si se verjetno že kdaj srečal s tem, da ti je rekla žena, ta barva ti pa paše. Ali pa, ta barva ti pa ne paše. Mislim, valjda itak, se to ne samo ona, marsikdo ti reče. No, če pa prideš k meni, ne, na barvno analizo, ti jaz po tem sistemu CMB London, ti jaz določam barvni tip in ti dam tudi zelo lepo barvno karto, kjer imaš barve na materialih in naprimer, lahko te vabim na barvno analizo, lahko ti pa že zdaj povem, da je tvoja koloristika, torej tvoja naravna obarvanost enaka kot moja, torej ti si deep,
s toplim podtonom in ti pristajajo temne barve in intenzivni odtenki. Torej ta bela srajca. Ja, in pa kontrast je v redu. Ja, bela srajca je zmeraj bela srajca. Pika. Ne, ja, ker res bela srajca je bela srajca. Če mene zdaj pravi, bi nosil sam bele srajce. Res pa Jelka mi je, ne vem, zdaj smo tako 4-5 naročil, pa se rekel, da mi še ne 2 modre, sam s to, da moram razbijem to belino. Ja, ampak ti paše, veš, ko imaš tudi lepe bele zobe, in ti to zelo lepo dvigne, tudi poudari zobe. Torej, tako da to je ta barvna analiza in zanimivo, da ta barvna analiza je zdaj postala popularna, prav zdaj, ko sem bila na tej konferenci v Manchesteru, so vsi super zadovoljni, ker je TikTok spopulariziral to. In prej in potem, ta barva ti paše, ta ti ne, tako moraš kombinirati barve. In zdaj smo v bistvu, ne vsi, tako rečemo, ena gospa, ki je pa, mislim, že dela to, ne vem, 30 let, več kot 30 let, in je rekla, a veste, da mi pravijo zdaj mladi, a ti se pa s tistim, kaj nekaj novega, s tem novim se ukvarjaš. Fantje, jaz to delam 40 let. Tako da v bistvu starejši ljudje so to poznali, zdaj pa to prišlo tudi do mladih. Ja, mislim, hočem te prej vprašati, na TikToku si še nisi, boš? Ne, pa zdaj Tereza me komaj seznala z Instagramom. Čeprav dobro delate, jaz sem zdaj zelo govoril in rekel, da ti furaste profil. Ja, ne, mislim tako, jaz sem vedela, jaz sem v bistvu z Instagramom sem delala sama, kolikor sem lahko, na Facebooku se mi zdi suverena, na Instagramu pa mi ni to tako šlo. In s Terezo je bilo tako zelo zanimivo, ker reka, pa dej, mi dve skupaj, mi tako prav res me je spodbujala. In potem sem rekla, ok, Tereza, ti posnameš, jaz bom napisala, kao, jaz znam pa dobro napisati. In potem je še Tereza napisala besedilo in jaz tisto gledam, sem rekla, lej, Tereza, napišeš bolje kot jaz, posnameš dobro, mislim, nimam kaj, je resnično je pač, to. Če razume ko bi rekel, platformo, razume tvoje poslanstvo, tvoje kupce, to tvoje sporočilo pa valjda lahko naredi. Po koncu pomoč ti res čas delati konkretne stvari, ki teklete, po moje tudi te zmanjka. Mi dve smo imeli tako uspeh v roku 2 mesecev, tako prav, ker itak nekako na vseh, bi rekla, platformah sem nekako bila, prisotna. Ampak res ta pika na i je bila tako zanimiva. Tako smo imeli res velik uspeh spomladi, zdaj poleti smo imeli malo zatišja, zdaj imamo že tako zelo intenziven program za oktobra. Bravo. Edini sem tako povej, glede na to, da pač si v oddaji, ki se govori o mreženju, meni je jasno, da ti ne bi delala toliko časa to, če ne bi bila strast do tega in če ne bi dejansko, in vse so se že imela pogovarjala, dejansko ne bi šla čez vse te težave, pa če dejansko ne bi res uživala v tem. Ampak, deva tako, prvi vtis vemo, da je zelo, zelo močna zadeva in da če prvi vtis ni ta prav, rabaš 7-8 ponovitev, če jih sploh dobiš, da lahko popraviš prvi vtis. In zdaj ta outfit, koliko je zdaj to, jasno mi je, da je zelo pomembno, kako zdaj, kakšne sveti daš posamezniku, kako da se, torej, ali gledamo, da je dogodku primerno oblečen, ali gledamo, da je to na njegov karakter, na posel, kakšna kombinacija je kle. Kako to zapelješ? A veš kaj, jaz pa v vseh teh letih v bistvu sem naredila en program ali pa v bistvu imam ena orodja, s katerim pomagam posamezniku sestaviti podobo. Torej, pogovarjava, definirava slog oblačenja, definirava seveda barve, ki so tudi zelo pomembne, simbolika barv, izredno pomembna, vibracija barv. Barve, zanimivo, tudi Tereza je kriva za to, da sem jaz bolj začela eksperimentirati z barvami in je zanimivo, po vseh teh letih črne, resnično na sebi eksperimentiram in vidim, kaj ti da barva, kako te lahko dvigne, koliko ti lahko pomaga. Tako da, torej barve, potem je pa zelo pomembno, kaj ti želiš projicirati svojo podobo. S tem se veliko pogovarjamo, in običajno
če je celovita podoba, se vsi ti elementi zelo lepo zaokrožijo. Seveda se pogovarjamo tudi oblika telesa, oblika obraza, meni v studio pa prinesejo oblačila. Ne? Torej, ne želim, ne rada grem domov, zelo pa prosim, da prinesejo s sabo 3 kovčke obleka. Ne? In pol s tem že veliko, s tem lahko potem zelo dobro zaključimo, pa zaokrožimo, pa nekako sestavim podobo. Drugače pa, kar si mi ti vprašal, priložnosti. Tukaj je moja ta druga knjiga. Kaj jaz to le imam, veš, moška oblačila in dodatki, to imam doma. A to imaš doma? To imam doma. Dobro. A ja, to oddelke. Oddelke. Pol je pa tale ravni oblačenja. Ne? Ravni oblačenja je pa tukaj, to knjigo sem pisala kar dolgo, tako mislim. Pisanje knjige je zanimivo, ne? Po svoje muka, ne? Po svoje strast, muka, ne vem, vse v enem. Ne? No, tukaj, ne vem, sej v bistvu, veš, to so te ravni oblačenja, tukaj sem želela narediti skice, pa sem rekla, ne, hočem, veš, ilustracije. In tukaj sem imela enega zelo dobrega ilustratorja, ki bi želela, da te ilustracije zdržijo vsaj 10 let. Ne? Ja, da bo, ja. Gre za 12 ravni oblačenja. Torej, jaz sem si zadala nalogo, da bom postavila merila za izbor oblačil za vse življenjske priložnosti. In tukaj je 12 ravni oblačenja. Najslovesnejša je frak, ta zadnja je 12. je športna obleka, mi smo pa najpogosteje oblečeni v številko 9, to je sproščena, elegantna raven oziroma smart casual. To je tale tam spodaj. Tole je tale 9. Ja, torej tako, smart casual. Čeprav ti imaš že suknič, a ne si prišel do sproščene poslovne obleke. Torej imaš suknič, ja, čeprav si naredil pa dress down s čevlji, tako da te spet dam nazaj v 9. Dress down smart casual, ja. Wow. Tako da Ko tukaj... sem dropil dol, dress down s čevlji. A lahko grem prebuce? Ne, je v redu, tako je zelo dobro. Ne, se ne pritužujem. Mislim, da je zelo dobro. Tako da, lej, s to knjigo sem resnično skušala, zakaj sem pa se s tem začela ukvarjati? Naprimer, jaz sem veliko predavam različnim skupinam, tudi predavam na Upravni akademiji, zdaj smo prišli do tega, da so ministrski kabineti poslušali kulturo oblačenja, torej imela sem zelo zanimiva predavanja s šefom protokola, on je imel dopoldne svoj del, pa pol je bilo vodeno kosilo, popoldne sem imela kulturo oblačenja. To je bilo tako zelo lepo v Vili Podrožnik, tako da upam, da so naše besede obrodile kaj sadov. Ta del je meni, veš, ker zdaj tako, kaj mi, dajmo reči, kot pajde, zdajmo reči, vstopamo v poslovni svet, Ja. kaj dejansko, kjer je mislim, ok, napake, ampak kjer je priložnosti izgubljamo po tvoji ceni, če smo neprimerno oblečeni? Dejansko, kaj se zgodi, če ti prideš na nek dogodek, sestanek, neki in si neprimerno oblečen? Ok, poleg tega pa čisto, mislim, a veš, zakaj bi zdaj nekdo, ki zdaj najo posluša, šel čez vse to, po vsej verjetnosti už ti zdaj razložila, eno je, da se ti kot človek bolj počutiš, ne? Kaj še, kaj to sporoča? Primerno, da si primerno oblečen dogodku, trenutku, ne, situaciji. Zakaj to se je to Torej, z obleko, to vsi vemo, pokažeš odnos do sebe in do drugih. Številka 1. Številka 2. Če se ti prilagodiš svojo podobo, ne gre za podrejanje, ampak za željo po dobri komunikaciji. Torej, če ti upoštevaš kulturo oblačenja, ker kultura oblačenja, veš, to v bistvu se ni nekdo zmislil, gre za razvoj človeka, ne? A veš, obleka se je razvijala tekom stoletja, ne? Mislim, imamo zelo zanimivo zgodovino oblačil. Naprimer, ženske lahko kažemo noge komaj da 100 let, ne?
ali pa nosimo hlače, a veš, tako, mislim, je res zelo zanimivo in tudi moda, naprimer, je bila vedno odraz stanja v družbi, ne, ženske so začele nositi krajša krila šele za industrijsko revolucijo, ne, in tako da, veš, ko so začele delati, tako, mislim, tako da tu še danes je obleka odraz stanja v družbi in ima zelo velik pomen v našem življenju. Ne? In zato vedno nagovarjam ljudi, da vzgajajo otroke v tem, v smislu, predvsem z zgledom. Ker bo potem njim veliko lažje, če ti enostavno to sprejmeš, da je obleka pomembna, da se je treba pogovoriti, ali boš dal srajco, ali boš dal majico, ali boš dal čevlje črne z vezalkami, ali boš dal aljave, ali boš dal snikerje, ali boš šel v šlapah. Ne? Tako da torej obleka, naša podoba je komunikacija. Ne? In še en moment, ki je zelo pomemben, z našo podobo vplivamo torej nase in če imamo mi en način urejanja, je to lahko v naših slabših momentih, ko vsi imamo momente, ko nismo okej. Ampak takrat imaš že ritual, kako se urediš, a ne? Rečeš, lej, ne vem, grem k frizerju, si uredim brado, si očistim čevlje, se oblečem, veš, ker vem, da bo to potem, da si bom z obleko na en način dvignil. Ne? Če poznaš tudi simboliko barv, ko jo mogoče ženske lahko bolj izkoriščamo, ne? Se tudi z barvami lahko dvignemo. Ne? Torej, obleka potem vpliva na nas, ne? In zanimivo je to, da naša podoba vpliva na naša čustva. A ne? Absolutno, vse to se prej pogovarjala, ko sem jaz imel gala, ne? Ja. Veš, pač enostavno, da metuljčke ne daš vsak dan gor, ja. Ne? Ampak je ta, ko je bila obleka, ampak je bila namenjena samo temu, bomo tam pa srajčka, obleka, novi čevlji, pas, tole je meni vse spakirala, ne? Jelka, Jelka me bo uničila danes. Ja, Jelka bo jezna name zdaj. Ampak dejansko, ko sem, veš, in je ta resno, ko se zrihtaš in oblečeš, daš metuljčko, se pogledaš, mislim, seveda, pač, ne vem, enostavno te zagunih par sekund, pač te, veš, tudi malo drže druga, ne. Rečem, ta malo pri nas, ne, on je 11 let star, pa on tudi dal metuljčka gor. Ne? Ja, je bil, čeprav imel džinske, pa tako, ampak je bil dobro, čeprav Zala, itak, na Zala je po 8, pa ona je pa čist tvoj material. Ona je pa, to pa reče, to ti ne paše, ona pa točno ve, kako se ona že zdaj oblači, pa pustimo zdaj vse to, ampak se vidi, da ima občutek za to, kako to kombinira, tako, ful je lepo gledati, no. Tako da, njej pa prav ni vse, ta mamo moram cote rolati, ne, a veš, ker so zložene, on prve dve zagrab, ker mu to očitno nič ne pomeni, njej pa absolutno, pravilo imamo, da si zvečer moram štimati, ker zjutraj to preveč dela. Ne, ker ona ne bo kar nekaj dala gor, ne bo vzela dve coti, ona bo pokombinirala barve in... No, sej, a veš, to je, naprimer, jaz večkrat dobim stranke prav zato, ker so ugotovili, da enostavno zjutraj jim gre preveč energije, ne? Ja. Zato, torej, kaj bom oblekla, ne, kakšen styling, ne, in zjutraj ob 6 mi ne bomo mogli delati stylinga, ne. Tako pa pogleda tvojo sliko, ne? Tako pa, mi naredimo stylinge, a veš, ona sam scrolla in reče to, oziroma, če nimaš preveč oblačila, ne pomisliš tako, danes je pa dež, bi pa oblekla te hlače, pa že vse veš naprej, kaj imaš za zraven, ne? Koliko rabi človek s tabo sedeti, koliko časa traja ta proces, da posamezniku zavesti? A veš kaj, 5 ur, v bistvu, 5 ur delamo, potem je pa fino, da gremo še vsaj prvi shopping skupaj. A ne, to je pa za moške približno 2 uri, za ženske pa od 3 do 4. Tako enkrat več rabiš za... Ja, drugače pa je, kar 5 ur. Koliko je pa izziv moškega oblečiti? A veš kaj? Večji izziv moškega žensko oblečiti? Tako, pri moških je večje zadovoljstvo, ker grejo oni iz teorije v prakso.
Ženska pa, joj, pa mi je rekla, da mi ne paše oranžna, pa je letos tako moderna, pa jo bom vseeno, ali pa, ja vem, sej bom spraznila omaro, sej se, a veš, pri moških, mislim, bilo je tako en ekstremen primer, še pred leti, ko so se veliko nosile kravate, je bil en gospod, ki je rekel, te kravate, jaz ne vem, ne stoji ta vozu, ne moram jih lepo zavezati, se nekaj, lejte. Top kravata je Marinela, ki jo delajo v Neaplju, ampak zdaj imajo že po celem svetu trgovine, ker tam oni tudi tkejo ročno svilo, in to je res ta prava svila, in ta vozu res lepo stoji in se ga lepo oblikuje. In potem dobim enkrat poleti klic. Ti, Leja, veš kaj, sem v Neaplju, kako se že imenuje tista trgovina s kravatami. Vidiš, to je torej iste urijeva prakso. In tudi ne dvomijo v moje nasvete. Veš, ženske pa, pa ona mi je rekla, pa moja prijateljica mi je rekla, da vseeno lahko nosim črno kljub temu, a pa vseeno bom nosila črno kljub temu, da mi ne paše. Ampak sem klep, ful pomembno, da ti zaupajo. Oni se morajo te prijetno počutiti, morajo... Ok, se zdaj, če toliko časa delaš, pa imaš že toliko zgodb za sabo, ampak je pomembno ta faktor zaupanja, drži? Seveda, ja. Zaupati morajo gotovo in, a veš, na en način se mi zdi, da jih moram tudi prepričati, ali pa v bistvu, a veš, to svetovanje je precej ženske tudi, marsikdaj rečejo, da niso spale po noči, da jim je tako neprijetno pridati k meni, veš, da jih, kaj me čaka, kaj mi bo rekla. Ker glej, če ti jaz moram 3 kufre prepeljati, torej jaz razkrijem vse svoje dejansko, mislim, neko teoriji slabosti ali pa kakorkoli, jaz pripeljem, a veš, in dejansko se razkriješ, pa tam ni, ne moreš se ti skriješ. Se razgališ, sploh pa, če prideš domov, to je pa sploh še tisto premium, da se odpreš. In takrat si zelo ranljiv, absolutno bo neka kritika, tako da tudi če ni namerna, ampak je konstruktivna, je kritika in tako rekel, ne radi smo dani v situacijo, kjer pač nimamo kontrole. Ampak po vsej verjetnosti te mora zelo to boleti, ta bolečina toliko visoka, da rečeš, ok, zdaj pa ta faktor, kdaj ponovadi pridejo? Prej si rekla te dva IT-evca zaradi posla. Ja, zaradi posla. Kdaj še? Potem zdaj vedno več tudi kupujejo bone, veš, prijateljice, ker je rekla ena prijateljica, to bi si pa želela, pol se pa odločijo, pa ne vem, za 40-50 pridejo k meni po bon, veš, in pol podarijo bon za svetovanje. To. Drugače pa so velikrat mlade mamice, torej, veš, ko rodiš 2-krat, prideš čist ven, ne veš več, kdo si, kaj si, živiš vse delaš za svoje otroke in za družino. Spremenil se ti je način življenja, predvsem to. Potem rahlo se ti je spremenila postava. Moda se je spremenila, enostavno ne veš več, kaj kupati, kje kupati. Tako da velikokrat so to moje stranke takšne, torej mlade mamice, ali pa včasih je kakšna ženska, naprimer, ki si kupi to za nagrado, ker je veliko shujšala, veš. Ali pa tudi v kakšnih prelomnicah, veš, torej po 50. letu ali pa po ločitvi, ali pa tako. Moje, ki so te neke, da se malo nagradi, da se pač zbil, da pridobi, ne vem, posrednici ogromno samozavesti, tudi temu primeru. Sem imela, prejšnji teden sem imela na svetovanju moškega psihoterapevta, ki mu je žena podarila bon, ker si je to želel. In se mi je zdelo tako zelo zanimivo, ker kaj mi je ostalo v spominu. Pogovarjamo se tudi o dišavah. Voh je drugo najpomembnejše čutilo, pa najmanj raziskano, pa premalo se o tem pravzaprav pogovarjamo, pa tudi neregulirano, bi rekla, na nivoju države, ker to enkrat verjetno bo moglo biti. In njega je seveda zanimalo, zdaj v imidž konzultingu mi se zelo dotikamo psihologije, in se tudi zelo razvija zdaj ta psihologija mode nasploh. In sva tako zelo dobro debatirala, in sem rekla, kaj pa dišave? Je rekel, mi pa ne smemo uporabljati dišav.
A veš, sem rekla in mi je bilo takoj logično, a veš, ker to je potem Pomislili lahko so na neka to. asociacija, a veš. Ja, ga odpelje nekam drugam. Ga odpelje, ali pa naprimer zavonja to dišavo, se spomni na terapijo, ali pa zavonja to dišavo, se spomni na nekoga drugega, a veš. Wow. To so, a ne, dišavi so spomini, a ne, in je rekel, absolutno, a ne, nimamo nobenih dišav in tudi jaz se ne perfumiram, sem rekla, zelo razumem, zelo dobro, ne. Koliko pa ti sodeluješ, rečemo, če ta image consulting, ne, pa imaš po sebi tudi neke frizerije, ali greš tudi v to smer, ali sam? Ja, seveda, pol se pa zelo veliko mrežam, no, midva Ja. sva omenila Terezo. Potem imam oblikovalca, torej in za knjige, in za spletno stran, in za vizitke, in zdaj sem dala delati nalepke, in to je Andrej, ne, ke zmeraj Andrej, prosim, tole rabim, Okej. a ne, in ne vem, vse mi pomaga, ne vem, ko prodajam tudi sama knjige, a veš, mi je naredil nalepke, da je za pakete, da je bolj enostavno, da jaz to sprintam, veš, da imam hitro narejeno. Tako da Andrej, brez njega pač ne bi mogla. Potem imam Markota, ki mi postavlja, ki mi ureja spletno stran, in on mi postavlja Mailchimp. Blog sem zdaj si postavim sama, a ne, Aha, medtem ko on mi postavi Mailchimp, pa malo skrbi za spletne strani, ne. Potem imam Sonjo, ki mi pomaga pri uniformah. Ona je specialistka, ona torej tudi ona je doktor Sonja Šterman, ki predava o oblačilih na Mariborski fakulteti in z njo veliko sodelujem. Potem imam računovodkinjo Sabino, mislim, a veš, en cel kup ljudi in pa seveda, a ne, tako sva bile tudi midva na pogovoru, a ne, pa ko sem bila z Majo na pogovoru, a ne, ves čas pravzaprav iščem pomoč, iščem možnosti za nadgradnjo. Naprimer, a veš, jaz sem ena izmed redkih oblikovalk v Sloveniji, ali pa morda še celo edina, ki sem članica obrtne zbornice. Mislim, meni je obrtna zbornica, meni je ogromno dala. Jaz hodim, torej v Sežani imajo odlična izobraževanja, veš. Ali pa inkubator Sežana, jaz z njimi ogromno sodelujem, a veš. Sem dvakrat predaval tam, tako da No. fejst ljudi, ja. Ja, a veš, in koliko je možnosti, a ne, bi rekla, ne, skoraj od Copatih, mi ni treba peljati na konec Slovenije, ne. Tako da, ja, se ti pravim, na obrtni zbornici inkubator Sežana ogromno z njimi sodelujem in se izobražujem ves čas. Potem, naprimer, sem fenica Nastje Mulej, Debono, ne. Meni je bilo to, jaz sem veliko se pri njej že izobraževala in je noro dobro. Viš kaj je, itak so vsebine, a ne, potem njen način podajanja mi je bil zelo všeč, pol je pa to, ne, da si v skupini, veš, da si v skupini novih ljudi, da spoznaš na tak način, lahko spoznaš 10-15 ljudi, 15 zanimivih ljudi, mislim, to je Koliko si danes proaktivno mreženju? Koliko si, če se daš od lestvice 1 do 10, koliko močno se mrežeš? Joj, ne vem, a veš, to ti povej, glede na to, kar sem ti povedala, ne vem, kako drugi delajo, a veš, kako je ta, a meni veš. zdi ta tvoj feeling, a veš, po vsej verjetnosti danes delaš to bolj strateško, kot delala 10-15 let nazaj. Ja, ne vem. A veš kaj, jaz imam zelo, mogoče bi rekla 8, zato ker zelo veliko stvari si želim, pa zelo veliko stvari me zanima, a ne, mislim, v okviru mojega posla, pa v nadgradnji, pa izobraževanju, ne. Ampak mogoče tukaj sem še, bi se rada še, veš, tisto, da greš takoj v akcijo, ne, Okay. to, a veš, da greš v akcijo, da to realiziraš. To je še mali izziv, no, to se učim, mislim, da zadnjih 3 letih sem bila to kar nekako Da ni to predvidevanje, da je pač si bolj v akciji, ne? Ja, da greš v akcijo, ne, da ne, joj, to pa bi, a ne. Glej, če to bi, grem, a ne. Bravo, a veš. dajmo postaviti se nazaj, ko si začela svoj posel. Ja. Okay. In zdaj si šla, se pravim, zdaj je toliko več izkušenj, toliko let je minil, kaj bi rekla, kakšen svet bi sebi dala na svet 2, kaj bi spremenila, če bi še enkrat štartala posel delati? Veš, morda
ko nekaj rad delaš, ne, velikrat ne razmišljaš o tem, koliko boš pri tem zaslužil. Okay. Mogoče bi bila tukaj bolj previdna, da vsako stvar, ki jo narediš, da pretehtaš, a je to vredno, a bom kaj zaslužila, ker tako ogromno narediš pro bono, ogromno stvari potem narediš, kar ti je fajn, ampak na koncu moraš plačati račune. Ja. Jaz vedno rečem tako, tudi če bi živeli od banan, ne? Od banane tudi kupiti, ne? Imaš pa še marsikaj drugega za plačati. Tako da, tle je to en izziv. Sploh na začetku, ker se hočeš dokazati. Sej, po moje smo vsi isto. Tako, jaz sem ne vem, koliko ur predaval free of charge, zato ker imaš pač ne vem, se ni problema, vedno daš neki pro bono, ne? Je pa res do štartu, težko veš, da kdaj je dosti tega, ne? Tako da je kar izzivno. Kje so meje, ne? Težko postaviš meje. Je pa res, da pač ne vem, enostavno je pač, jaz se s tabo čisto strinjam, ko moraš položnice plačati. In pač moraš plačati. Tako da takrat jaz se namenoma sfokusiram bolj na projekte, ker pač zaslužim, ker enostavno tudi nič od tega, ne, tudi to moraš plačati. Torej, treba to sfinancirati, in pa se zelo hitro so jameš v nekem začaranem krogu. Ker vedno nam manjkajo dve stvari, čas pa denar. V času je znanje, pa overall je tudi denar, pa pač enostavno, če imam jaz dosti denarja, rečemo primer, jaz nimam znanja o outfitu, o pač, kako se pač primerno oblečem, pač imam pa denar, bom pa tebe najel. In obenem dobim tvoj know-how. In boš ti to, kar bi jaz, po moje vprašanje, če bi sploh lahko naštudiral, in boš ti v 5, 6, 10 urah pripeljala med ene točke, kar bi jaz mogoče rabil mesece in mesece googlati. Kakšna je tvoja vizija za prihodnost? Kje bo Lea čez par let? Veš, a pa to misliš, da je pametno, da bi kar izdala skrivnosti? Kar da je, valjda. Veš kaj, ko poveš na glas, kaj hočeš doseči, ena stvar je sebe bolj zavežeš za to, da boš to dosegel. Jaz sem vedno, jaz ko sem rekel, da bom knjigo napisal, in pa vmes sem imel fail, pa sem se zaletel v steno, jaz sem imel problem, ker sem rekel tebi, da bom knjigo napisal. In pol je težko se soočiti s 100 ljudmi, ki si rekel, da boš knjigo napisal, pa sem šel pa spet pisati. Tako da, mislim, definitivno boš ostala v tem poslu, več kot očitno. Imaš kakšno ambicijo po svojem butiku? Ne, to ni moj posel. Ni posel. Ni moj posel. Oblikovanje, veš, saj tudi naši oblikovalci, naprimer tudi moje sošolke, se oni združujejo v Zofi, imaš v Zofi prodajajo, tako da svoj butik pa to je. Ne, sem mislil mogoče, ker si rekla, z mami sva imela enkrat, pa mogoče bi da je bilo to nekaj. To zdaj ni več. Ne, to ne, absolutno. Ne, jaz bi rada razvijala moj posel, tudi zdaj, naprimer, ko sem bila na konferenci v Manchesteru, pa pol tudi še v Londonu, kjer je v bistvu jo organizirala organizacija, ki združuje različne agencije. Sem videla, da delam dobro. Sem videla, da delam dobro in da se lahko primerjam s najboljšimi. Tako da zdaj tole se hvalim. Ne, pa se lej, pa hvala Bogu. Ampak hočem reči, da mogoče bi se malo spogledujem, na kakšen način bi se širila tudi izven Slovenije. Izven Slovenije. Treba se mrežiti. Tako da zdaj boš itak Terezo imaš, pa te bo viralno, te bo razstrelilo okoli, tako da te bojo itak zdaj videli, tudi čez mejo Slovenije, pa jih moš ti sam dejansko pravilno zmrežiti. A šverila, da je že konc? Ne. A vidiš, koliko je res, pa ne moramo malo potegati, če. Imaš ti še kakšno zaključno misel za naše? Dajmo si predstavljati, da imamo tam zdaj mlade, dajmo reči podjetnike, ki zdaj so že v poslu, pa želijo štartati. Kaj ću en glede outfita povedati? Ali pa nasplošno glede, lahko je tudi kakšen drug nasvet? Jaz mislim, obleka ima izjemno moč in tega ne smemo zanemariti. Ampak s tem, ko jaz rečem, ne govorim o tem, da bi mogli vsi biti v obleki in v suknjiču, ampak torej, kakšna obleka za tvoje življenje, za tvoje življenjske priložnosti. In tega ne smemo zanemariti, ker obleka res
odpira vrata, nam pomaga boljše in lepše živeti, in to je zdaj v bistvu dognano, in ves čas tudi, naprimer, lahko pogledajo na YouTubeu razne zelo zanimive prispevke o tem, kakšen vtis lahko naredimo s primerno barvo, s primerno obleko. Tako da naj to ne zanemarijo, ker je škoda, da bi zaradi tega si omejili življenjske priložnosti, pa slabše živeli. Jaz bom definitivno prišel na barvno analizo, da Dobrodošli. vidim, kje je ta paleta barv, ki me paše. Se že veselim. Zdaj me sam skrbi, koliko mora stvari podati ven z omare, ampak glej, vse imam jelko, pa mi jelka pomaga to nafilati. Glej, meni je bilo ful prijetno. Hvala, ker si bila v oddaji, tako da sigurno se še vidva, pa verjamem tudi, da so naši gosti dobili zelo veliko koristnih informacij. Tako da, če vam bilo to všeč, lajkite, komentirajte, šerite, ne pozabite skočiti na Instagram pa pofollowati Leo, tako da mi se pa vidimo zelo kmalu. Čau.